Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav iz sončnega, a vetrovnega Kopra. Lep pozdrav torej iz komentatorskega mesta na Bonifiki, kjer smo v pričakovanju derbija 17. kroga prve lige Telemach med Koprom in Mariborom. Ja, Koper je navkljub številnim spremembam to sezono na dobri poti in meša štrene na vrhu lestvice, je na 3. mestu in je točkovno. Tokrat pa drugačna ideja, Žiga Repas pa podaja potem na rob kazenskega prostora in gol! 1-0, to da... Ja, vendarle je brez dvigene zastavice, če sem dobro videl, 1-0, kakšen gol, torej Maribora 10 minut pred koncem prvega polčasa, veselje Viol na Bonifiki. Ja, stranski sodnik je stekel proti sredini igrišča, to pomeni zadetek. Ja, ampak seveda čakamo na tudi video sodnike. Benjamin Tete pa je znova pokazal, kakšen nogometaš, kakšnega kalibra je, kako se znajde, ne glede na to, koliko prostora ima. Poglejmo še enkrat, Žiga Repas in... Ne, ja, Teteh v dovoljenem položaju, mislim, da je bil na drugi stativi nekdo drug. Odličen zaključek. Škaricami. Kakorkoli... Vse skozi so na preži, to je ogromna razlika. Ja, totalno drugačen pristop in tudi veliko boljše izgledajo. Pa Baji je spodajal pred vrata in Menno Bergsen je tokrat vendarle moral posredovati še minuta dodatne igre. Omladič spodajal nekaj dela tudi za Menna Bergsna, gneča pred vrati, pa potem strel. Kako se je igra v tem drugem polčasu razživela, spet je tu Sudani, na pomoč prihaja Širvis. Širvis podajo, ostaja 0-1, priložnost za Maribor. In Repas je moral streljati na vrata, je pa še vedno odličen. Žiga Repas, nevaren poizkus Žige Repasa, ki danes igra torej nekoliko više. Menno Bergsen, Vrhovec. Napaka Vrhovca, vrata so prazna! 1-1, kakšna napaka Maribora in to je izkoristil El Mansouri. No, takšnih potez pa seveda si Maribor nikakor ne sme privoščiti. Poglejmo reakcijo tam Boštjana Cesarja in Koprčani do izenačenja na Bonifiki 15 minut pred koncem tekme. Huda napaka, kiks Maribora in El Mansouri do zadetka. Zelo nepričakovano, zelo nespametno. Ravno sedaj vidimo, se pravi... Poglejmo še enkrat, ja. Podaja vratarja igralcu, ki je obrnen s hrbtom, ki je... Blaž tu ni pogledal prej, kaj se dogaja za hrbtom. Zares osnovnošolska napaka. Prepričan je bil verjetno, da komu je vratar podal, da je tu sam. Ni pa pogledal, kaj se dogaja za njegovim hrbtom in tu zelo rizično. Vratar je imel tudi na drugi strani, na liniji igralca. Odločil se za igro v sredino. Denis Popovič, izjemno oslabljeni Koper danes, verjamem, da do velike točke proti Mariboru. Do velike, mislim, da ni lih velika točka, ampak v bistvu vsaka točka je pomembna. Doma gremo vedno na 3 točke. Mislim, da je danes bila taka odprta tekma, igral se je na gol več. Mislim, da bi povedal, mislim, da na koncu bi ta tudi zmagal, ampak mislim, da na koncu nekako realna ta remi, realna točka in, kot se je rekel, zelo oslabljeni, ampak ostali fanti, ki so dobili priložnost, so to dobro izkoristili in to je dokaz, da lahko na vsakega računamo. Predvsem tistih prvih 20-25 minut drugega polčasa je bilo z vaše strani izjemno dobrih, ne samo zaradi doseženega gola, predvsej več poguma tudi v napadalni fazi kot v prvem delu. Ja, tudi smo zamenjali sistem igre, smo šli s 3 ozadjih, z 2 napadalcema, tada smo dali, v bistvu smo šli na vse ali nič, visoki pressing in na koncu se nam je to obrestovalo.
Še ena dobra predstava tudi vas osebno, kar nekajkrat so vam zaploskali. Zdi se, da kljub vsem izkušnjam pa težkim tekmam, ki ste jih odigrali, še vedno zelo uživate, ko igrate proti recimo temu največjim rivalom. Pa realno se zavedam, da počasi prihaja konec neke moje kariere. Zdaj, ali bo to še leto, dve, ne vem, ampak enostavno uživam. Zdaj sem tudi dobro pripravljen, da enostavno, ko je igralec dobro pripravljen, pa uživa. Danes smo vas na trenutke videli precej više proti vratom nasprotnika, kot smo vas vajeni. Kako uživate v tej vlogi? Pa če imam veliko žog, pa uživam. No, šalo na stran, rad sem blizu golu, rad dam ta nek zadnji pas, uživam v bistvu v zadnji tretjini. Zdaj pa, če pa še ekipa zmaguje, pa toliko boljše. Najlepša hvala. Žiga Repas, Denis Popovič je dejal, točka velika, ne vem ali ne, morda bi lahko iztržili tudi več. Imate tudi vi podoben občutek? Sigurno. V Koper smo prišli po zmago, tega nismo uresničili in z tega vidika smo nezadovoljni. Mislim, da smo bili boljši tekmec, zaslužili smo si več, ampak nažalost nismo zmagali. Kaj se je dogajalo v tistih prvih 20-25 minutah drugega polčasa? Povsem drugačen Maribor kot v prvem delu, ko ste res dominirali. Ja, res je, mislim, da je bila ena dobra tekma, gor dol, ogromno tranzicij, malo smo dobili na samozavesti, prišli v šanse in na polčasu smo si rekli, da bomo iskali drugi gol, da pokončamo tekmeca, ampak nismo zabili in na koncu se je tekma odvila drugače. Nažalost se vam v zadnjem obdobju kar pogosto dogajajo te individualne napake, za katere ste kaznovani, tudi danes ste bili. Ja, nažalost, ampak ne smemo v tem iskati krivca, delati naprej. Jaz sem zagovornik tega, da pošteno delo se bo na koncu nagradilo in verjamem, da se bo. Prihaja še zadnja tekma v tem koledarskem letu doma z Nafto. Po 3 tekmah brez zmage, verjetno je proti zadnje uvrščeni ekipi oziroma pred zadnje uvrščene ekipi v ligi cilj zgolj in samo zmaga za konec leta. Sigurno. Vsako tekmo gremo na zmago, tudi zdaj bomo šli in pred domačimi navijači verjamem, da nam to uspe. Žiga, hvala. Oliver Bogatinov, lepa, zanimiva tekma, predvsem v drugem polčasu, na koncu delitev točk. Glede na vse okoliščine, o katerih sva se pogovarjala pred tekmo, zadovoljni? Ja, čestitke fantom na odzivu, predvsem drugi polčas. Smo šli malo več rizik, malo bolj odprto tekmo, puščali prostor, hkrati ga poskušali tudi vzeti, tako da mislim, da drugi polčas je bilo ravno zaradi tega tudi bolj gledljiva, lahko tekma in hitro bi se taka tekma lahko obrne, se lahko hitro v eno ali drugo smer. Mi smo veseli, da z neko našo vztrajnostjo smo izenačili, na koncu iskali tudi ta drugi gol, ampak tudi gostje Mariborčani so pokazali, da imajo kvaliteto in da so na koncu mirne duše, lahko rečem, da je delitev točk še nekaj najbolj poštenega in fair. V prvem polčasu smo videli, koliko težav imate s poškodbami, na nek način z idejo tudi v fazi napada, bili ste precej nenevarni, potem pa izjemnih prvih 20-25 minut drugega dela. Pride tak moment, ko nimam kaj očitati fantom, tudi v prvem polčasu ne. Sam mislim, da prvi polčas je bil dokaj previden z obeh strani in ravno ta previdnost je bila vzrok za to, da ni bilo nekaj lepih ali pa nevarnih akcij na eni ali drugi strani. Jaz sam se ne spomnim, da bi v prvem polčasu kdorkoli kaj bolj resnega zapretil. Drugi polčas pa ja, ko enkrat zgubljaš, malo več rizik. Kdo ve, kako bi se tekma nadaljevala v drugem polčasu, če bi se končala z 0:0. Dejali ste tudi, da je ogromno improvizacije v fazi branjenja, veliko poškodb, ampak na trenutke je tole danes izgledalo zelo dobro, čeprav verjamem, da fantje niso prav igrani v smislu tekem, ki bi jih odigrali skupaj. Ne, čestitke fantom, jaz ne vem, kaj drugega povedati. Vloge, ki so jih vzeli, ne vem, pa Baj iz beka na štoperja, Simke iz krilnega na beka, Zalaznik iz vezista v napad, tako da vloge, ki so jih vzeli, so mogoče nenavadne, tako kot se rekel pred tekmo, bo še kdo zavijal z očmi, ampak to je tisto po neki naši ideji najboljše, kar mislimo, da zmoremo. In tudi videlo se je drugi polčas, da vse
vseeno kljub nekim menjavam pozicije so fantje zelo adekvatno in kvalitetno tudi v nekih momentih odigrali tekmo. In še ena stvar, ki se nam je zdela mnogim zelo zanimiva, Denis Popovič precej bližje gola nasprotnim vratom, kot smo vajeni. Ja, Denis ima ta ekstra, za mene ekstra pas, ekstra podajo, kreativnost, vizijo in bliže, ko je golu, bolj lahko te kvalitete prijejo do izraza. Tudi mislim, da njegova želja, hotenje danes je bila na visokem nivoju. In škoda, da kakšna njegova podaja se ni zaključila tudi s kakšnim strelom ali pa golom. Najlepša hvala. Hvala, to je vam. Boštjan Cesar, delitev točk na Bonifiki, glede na potek srečanja, predvsem na zelo dober dominanten prvi polčas, verjetno niste zadovoljni zgolj s točko. Ja, res je, danes smo odigrali odlično tekmo, povedli, imeli še kar nekaj priložnosti, ampak nismo zadeli, na to pa napaka, ki se zgodi in dosežen gol, tako da fantje so pokazali karakter. Kaj se je dogajalo v tistih prvih 20-25 minutah drugega dela, ko ste precej trpeli, pa ne samo zaradi tistega dobljenega gola, Koper je šel povsem drugače kot v prvi del? Ja, oni so spremenili formacijo, so šli bolj ofenzivno, ker niso imeli kaj izgubiti. Mi smo imeli iz proti napadov kar nekaj pol priložnosti in od tete je tudi glavna priložnost, tako da lahko bi dokončali to tekmo z drugim golom, ampak na koncu seveda, da nismo zadovoljni. Pred tekmo smo se pogovarjali, kako pomembno bo prevzemati odgovornost, potem ta napaka, ki se žal pogosto dogaja v zadnjem obdobju, verjetno za vas kot nekdaj sijajnega branilca še posebej boleča ali pa lahko miselna? Boleča je, seveda, kot sem rekel, napake se dogajajo, oni igralci, ki igrajo, ki so na igrišču, jih seveda naredijo in kot sem rekel že prejšnjo tekmo, ko jih narediš manj napak, lahko računaš na pozitiven rezultat. Tako da mislim, da Koper si ni imel preveliko priložnosti, pol priložnosti, da niso kaj udarili po golu, tako da sem normalno razočaran, ampak gremo delati naprej in gremo se boriti. Prihaja zadnja tekma tega koledarskega leta z Nafto. Vemo, kakšen je pritisk v Mariboru, verjetno je potrebno leto zaključiti proti takšnemu nasprotniku s 3 točkami. Seveda, mi smo tudi hoteli to tekmo v Kopru zmagati. Normalno, da igramo doma pred našimi navijači in seveda razmišljamo v dobri igri in v 3 točkah.